Pozdravljeni. Pred vami je letos že 30. komentar novic in tudi tokrat si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi današnji komentar novic bo kot običajno razdeljen na 4 dele, kjer so bližnjice do originalov navedenih člankov kot ponavadi zapisani v samem opisu. Kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni pogled oziroma moj komentar. Tako tudi tokrat smo prav na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se takoj lahko lotimo tistega, za kar smo tu, komentarja novic. V našem prvem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 22.7. na spletnem portalu motosport.com. Tu lahko preberemo, da je Carlos Sainz mlajši rahlo začuden. Začuden nad tem, da ga pri Red Bullu niso letos izbrali za moštvenega kolega Maxa Verstappena. V sezoni 2015 sta Carlos in Max skupaj debitirala pri Scuderii Toro Rosso in njuna pot ne bi mogla biti bolj različna. Medtem ko je Max Verstappen zmeraj bil pod okriljem te znamke, jih je Carlos Sainz mlajši zamenjal ogromno. In Sainz sam prizna, da na začetku je bilo med njim in Nizozemcem neke vrste zdravo rivalstvo. A mogoče je resnica malce drugačna, mogoče je Max Verstappen dal dobesedno veto na prihod Sainza. Videli smo že mnogokrat, kako šampioni Formule 1 ne želijo imeti močnih moštvenih kolegov. In Sainz, kot je dokazal že v primeru Charlesa Leclerca, zna biti hiter in zna biti izjemno trd nasprotnik. Poleg tega v sezoni 2015 morda tisto rivalstvo ni bilo, recimo temu, zdravo, tako kot Sainz razlaga. Mogoče je prišlo do kakšnih zamer. Ampak konec koncev, Max Verstappen je letos pri Red Bullu, Sainz pri Williamsu. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, bomo pa kot ponavadi ugotovili skupaj. Mi pa poglejmo si drugo današnjo temo. V našem drugem sklopu se bomo ustavili ob novici, ki je bila objavljena na spletni strani britanskega časopisa Mirror. 23.7. so objavili članek, v katerem lahko beremo, da so upravljavci proge v Zandvoortu bili primorani celo objaviti izjavo za javnost. Tu so poudarili, da kljub močnim nevihtam, ki so bile nad območjem same proge, le-ta ni poškodovana, temveč je bila samo nekaj ur zaprta, ker je res meteorna voda seboj pripeljala nekaj peska na asfaltno površino in ga je bilo potrebno očistiti. Ampak proga je operativna in nobenih skrbi glede izvedbe velike nagrade Nizozemske. In tu je treba dodati,
da mnogi viri so sprožili pravi alarm, še posebej, ko so objavili fotografije poškodovane asfaltne površine prav v Zandvoortu. In marsikateri navdušenec bo sedaj zmeden, kako uradna izjava za javnost govori o tem, da proga ni poškodovana. Na fotografijah vidimo, da je asfaltna površina dobesedno razklana na dva dela. A treba je zadeve, kot ponavadi, pogledati z malce drugačnega zornega kota. Namreč tista fotografija, ki nam kaže poškodovan asfalt, nam lahko v svoji integriteti pokaže tudi marsikaj drugega. Namreč predvsem to, da je bil razklan asfalt nad samo progo na eni izmed tistih sekundarnih poti, ki so bistveno nad zadnjimi ovinki kroga v Zandvoort. Torej, zopet je nekdo izkoristil priložnost in lovil klike, namesto da bi zadeve predstavil tako, kot so, in povzročil upravljavcem proge v Zandvoortu dodatno delo, ker so se morali ukvarjati z takimi lažmi. A treba je povedati, da o malce pretiranih zgodbah ne bom govoril, o izmišljotinah bomo govorili tudi v tretjem današnjem sklopu. V današnjem tretjem sklopu se bomo ustavili ob članku, ki je bil objavljen 23.7. na spletnem portalu Planet F1. Tu bomo videli, da ena izmed kardinalnih izjav, ki so govorili o tem, da bo Max Verstappen pristopil k Mercedesu, ni več tako trdna. Verjetno se marsikdo izmed vas spomni izjave Nelsona Piqueta mlajšega, torej brata Kelly Piquet, ki je nekako namignil, da je Max Verstappen tik pred podpisom pogodbe s tovarniško ekipo Mercedes. In seveda v prvem delu članka dobimo kratko obnovo vsega tistega, kar se je zgodilo, vključno z pogoji, ki jim more zadostiti Max Verstappen, da predčasno prekine svoj dogovor z ekipo iz Milton Keynes. Ampak v nadaljevanju lahko preberemo, kako v svežih izjavah Nelson Piquet mlajši ni več tako prepričan, da bo Max Verstappen prestopil v tovarniško ekipo Mercedes. In zopet bi lahko dejali, da so razni mediji pograbili izjavo, ki verjetno ni bila premišljena, ki je bila malce napihnjena in iz tega naredili, bodimo iskreni, ogromno afero. Nelson Piquet mlajši ima zagotovo boljši dostop do vira informacij, kot ga imam jaz in kot ga imate seveda tudi vi. Ampak v Formuli 1 je tudi tisto pravilo, da dokler niso zadeve uradno potrjene, v resnici jih ni. Tudi ko imamo v določenih primerih uradno potrjene novice, se na koncu lahko izkaže, da se je nekdo celo premislil. In zaradi tega slediti takšnim govoricam, posebej ob tako pomembnih temah, kot je prestop Maxa Verstappena, je vsaj po mojem skromnem videnju rahlo pretirano. Ko se bo Max Verstappen odločil, nam bo tudi sporočil. Morda že na prihajajočem vikendu za veliko nagrado Belgije, ampak zaenkrat zadeve ostajajo prav takšne, kot so. In seveda poglejmo si, kaj sem pripravil še za zadnji, četrti današnji sklop. Za konec pa kot običajno tista malce bolj šaljiva obstranska tema. Kot poročata tako GP blog kot Planet F1 22.7. ima Danica Patrick
novega nasprotnika. Za tiste, ki jo ne poznate. Danica Patrick je ena izmed najboljših voznic vseh časov v zgodovini motošporta. Dokazala se je tako v seriji IndyCar kot tudi NASCAR. In sedaj je strokovna komentatorka pri ameriških prenosih dirk za veliko nagrado Formule 1. In prav tu je kamen spotike. Blake Hinsley, bivši inženir Maxa Verstappena pri Red Bullu, je na družbenih omrežjih izjavil, da v trenutku, ko zagleda Danico Patrick v prenosu, enostavno obrne kanal. Ne zato, ker mu ne bi bila povšeč, ampak zato, ker ne ve, kaj govori. In Blake Hinsley priznava, da kot inženir ima drugačen pogled kot večina navdušencev na tisto, kar se dogaja na progi. Ampak vseeno dodaja, da mi navdušenci moramo poznati tiste osnove dogajanja na sami progi. Ampak prav te osnove so težava za Danico Patrick, ker je Hinsley priznal, da izgled in popularnost sta bistveno nad strokovnostjo. In o tem, da Danica Patrick ne pozna sveta Formule 1, smo tudi tu na kanalu Badger's Way govorili večkrat. Zadnja, malce sporna izjava je bila tista vezana na progo Gilesa Villeneuva v Montrealu, ki je za Danico Patrick ne preveč zahtevna za voznika, čeprav je ena izmed najtežjih v celotnem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. A pustimo sedaj to, Danica Patrick nikoli ni peljala po progi posvečeni Gilesu Villeneuvu. A treba je povedati, da marsikdaj v virih ali pa tudi med prenosih naletimo na takšne in drugačne netočnosti, na posploševanja, ki kažejo na izjemno nizko poznavanje zadeve. Ne samo v primeru Danice Patrick, ampak vse povsod. Kolikokrat ste slišali, da se pnevmatike imenujejo gume, da je strategija in taktika eno in isto, čeprav ni, in da čeprav dobro vemo, da so pnevmatike črne barve, so bolj podobne mavrici po vseh tistih barvah, ki jim jih pripisujejo določeni poznavalci. Res, marsikdaj je prenos dirke svetovnega prvenstva Formule 1 res podoben tistemu pogovoru, ki ga imajo marsikateri navdušenci v domači gostilni za točilnim pultom. Ampak zato smo krivi mi. Mi, ki se ne pritožujemo, tako kot Blake Hinsley, in ki ne s prstom pokažemo na tisto, kar je prav in tisto, kar je napačno. Ampak, verjamem, mnogi navdušenci so zadovoljni že s tem, da lahko vidijo Danico Patrick. In verjamem, da večina izmed njih se tudi pritoževala, ko ni bilo več postavnih deket, ki so pred samim štartom bodrile voznikov. Kot da to vpliva na samo dirko Formule 1. Pri njih izgleda, da ja. A tako, prišli smo tudi danes do konca našega običajnega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.